Prvo moraš imeti finance, da lahko tam investiraš. Garbaš, pa če še kar naprej garbaš. Tisto mi pa ratal pogruntati, da je to ena firma, ki mogoče zelo pada, ampak da se zna zelo fajn povračati nazaj. Sem bil pripravljen dati zajetne procente, da jih obdržijo oni, predvsem zaradi tega, da se jaz ne obadam s tem. Največje napake, ki jih ljudje delajo pri investiranju. Tista klasična, ki jo verjetno že zelo vsi govorijo, je predvsem to, da... Lepo pozdravljeni v podcastu Incrementum. Danes je z mano en zelo poseben gost. Prihaja iz športne družine, iz skakalne družine in vsi ga poznate. Z mano je Cene Prevc. S Cenetom bova pogledala predvsem, kako je potekala njegova športna kariera in kaj se v njegovem življenju odvija po zaključeni športni karieri, tudi na področju investiranja. Cene. Ja, lep pozdrav, hvala za vabilo. V bistvu si že drugi iz družine Prevc, zdaj v kratkem. Prejšnjič je bil Domen na obisku, zdaj Cene. Ja, sem zvedel praktično, mislim, da manj kot 3 dni nazaj, da je bil tukaj, tako da... 3 dni nazaj, pa ti si se poročil za vikend, ti si direktno z poroke zdaj skoraj da priletel sem. Ja, dobesedno. Je še kar nekaj stvari od poroke, da trajajo, če ne drugega, kar močni vtisi. Ker sva že pri ženi, pri ženskah, a si kdaj ženo nagovarjal, da bi kakšen skok naredila ali je celo kdaj skočila? Ne, čisto nikoli. Nikoli se nista o tem pogovarjala, ona tudi ni izrazila kakšne želje po tem, da bi poprobala to, kar ti delaš, oziroma si delal. Ravno kontra, ena od tistih stvari takrat, ki smo vsi moški, ki v enem obdobju je tisti, ki moraš žensko še nekako osvojiti, in ena plus točke, ki je ona imela, je to, da ji za skoke dobesedno je brigala. Ker si dobesedno lahko imel v njenem okolišu, si imel prostor, kjer si se ti lahko tistega, čemer si cele dneve, cel življenje sem se lahko odklopil. Čist spočival od te debate. Ja. Razen, če sem jaz hotel kaj pojamrati. Ja, tisto verjetno, da ti je kdaj tudi fajn malo predložiti na koga drugega. To smo vsi taki. Ko smo pa pri ženskih skokih, sestra Nika, verjetno v domove slovenske prinesla v letošnji sezoni res ogromno veselja, zadovoljstva. Kako je pri vas doma bilo? Jah, tako kot že prej, ker nas je bilo kar nekaj par, Peter je s tem začel in zelo ta beseda veselje mi zelo tista ta prava, ker vedno nam govorijo, a si kaj ponosen, pa zmeraj rečem ne. Kako ne bom ponosen? Se nisem nič naredil, sama je naredila svoje uspehe. Isto Peter, Domen, sama dva sta se toliko potrudila. Lahko sem neizmerno vesel za njiju, po nas pa meni že nos malo tistega pridiha, kot da sem jaz karkoli dodal temu, ali pa tiste samo hvale, da sem jaz karkoli se prispeval k temu. A vidiš kdaj Niko leteti dlje od tebe, od tvojega rekorda? Glede na to, da je komi začela, pa da upam, da se v kratkem FIS pravila spremenijo, da se višinska razlika poveča vsaj za 5 metrov, se mi zdi, da se zna to narediti. Se ne nazadnje, Kobayashi je med moškimi že dokazal, da se da leteti, tako da verjetno po določenimi pogoji bi tudi ženske lahko potegnile čez vse 246. Mislim, že marsikateri drug skakalec poleg Kobayashija je dokazal, sploh mislim, da nisem edini, ki bo rekel, da je ravno Domen eden tistih, ki bi bil prvi, ki bi bil sposoben pokazati, kje so tiste sploh fizične meje, ki se človeško telo nekako ustavi, ker so praktično že marsikateri skakalci, mislim, da prišli do tega nivoja, da če bi skakalnice, letalnice podaljšali v neskončnost, bi dobesedno leteli, dokler jih ne bi noge toliko bolele, da zvintov pa dol. A tisto to največja tista ovira, ko v bistvu začnejo noge boleti? Počasi mislim, da smo prišli do te točke. Največja ovira je še vedno ta prvo, da izvedeš pravilno, da so ta prave brzine, pa predvsem, da je po celotni skakalnici, da so dosti varni pogoji. To se seveda, te sploh ne dobiš zelene luči, če tega ni. Do kam se je že nek tvoj spomin v otroštvu, da bi se še spomnil nekih dogodkov? Domen je rekel, jaz se ne spomnim, očitno sem bil na skakalnicah zraven, pa me je to potegnilo. Imaš ti tukaj kakšne bolj neke spomine, kako se je tvoja pot? Jaz imam en spomin, tudi
Ne vem, koliko je resničen, ampak sem nekako tisti spomin imel kot prvi spomin, ki je mene skoki povezal, pa tudi, ker možgani delajo praktično takrat, ko se enega spomina spomniš, ga prikličeš nazaj v možgane in ga na novo memoriziraš. In praktično, ker to večkrat delaš, lahko ti ene spomine iz preteklosti spremeniš. In dobesedno se spomniš čisto drugače. Tako da slika, ki jo imam jaz v glavi, sploh nima povezave s komerkoli od družine, ker pa zgolj tisto, da to je bilo še bolj pozimi, se pravi že tema, reflektorji so bili tam v Kranju na skakalnicah. In jaz sem pač videl en kup otrok, ki se imajo fajn, ki se jim dogaja, ki so se po skakalnicah spuščali, ki so se pored dričali, ki je bilo vsega živega dogajanja in jaz bi tudi to delal. Tekom kariere si imel tudi določene neke dnevne rituale verjetno postavljene, ali nisi imel, si imel neke rituale, ali pa mogoče, a jih tudi še zdaj? Neko jutranje, zjutraj, ko vstaneš, a si imel kaj posebenega takrat? Zdaj ne toliko zelo, takrat pa vem, da je polka ratala kakšne rutine ali rituale, ki si jih delal malo že sam zaradi tega, da je bila ena konstantnost, zaradi samega športa. Predvsem, da si sam sebe poskusil spraviti v čim bolj podobno stanje, ki si pa sam vedel, da si sposoben narediti, pa da nekako poskušaš iz tega ven tudi dobiti tisto samozavest, da pa res narediš tak skok, da probaš vse preskočiti. Okay, ni pa bilo kakšna meditacija, a ste se tudi kaj takega uporabljali? Sproščanje, na kak način se sprostite, ste se sproščali? To pa čisto vsak posameznik najde svoje poti. Je, da v slovenskih skokih tam tekom srednje šole predstavlja tudi samo psihološko pripravo, da ti tudi dajo vedeti, koliko je to pri našem športu pomemben. Pol pa, če imaš željo, lahko tudi naprej sodeluješ s kakšnim psihologom. A po reprezentanci je prav nek tak človek, ki tudi za to skrbi, ali ste res čisto zase? Tako prav konkretno določen ne, ti ga pa omogočijo, če izražaš željo. Okay. Si ga ti imel? Kdaj? Ne, iz tega vidika ne. Sem sodeloval pol še z Majo Smrdu, meni osebno zelo dobra psihologinja. Okay. Z njo sva delala in malo bolj kot ta športna priprava, pa še marsikaj drugega. Predvsem je bilo pa tisto, da v štartu, ki smo delali s psihologi, je, da spoznaš te teorije, ki ti pridejo prav v športu, od proleksivne mišične relaksacije, vizualizacije, meditacije, dihanja, marsikaj, kamor lahko vključiš kakšno rutino. In pol, kar mi je bilo pa najbolj, da ja, teorijo smo se naučili, sama praksa, pol delanje tega, se pa s psihologom nisem najbolj ujel in takrat pol sem rekel, da brez veze to, početi nekaj, kar se meni čuti vsiljeno. Je pa pol, da praktično tekom kariere, vse, kar me je takrat od te teorije naučil, sem pa dobesedno sam nekako postopoma vključil noter, že če ne drugega zaradi tega, da sem cajt med čakanjem nekako zapomnil. Dobesedno, ja. In ja, pa so ratale kakšne manjše rutine od tega, da si eno in iste tiste naše imitacijske gibe upravljal ob določenem času in podobno. Kater dogodek se ti je pa iz kariere najbolj vtisnil? Pa mogoče, mislim, lahko tudi izbiraš, je to rezultat ali neki dogodki izven, kakšne anekdote, kaj ti je tako mogoče se najbolj vtisnil v spomin? Tistih, da jih imaš prav v spominu, je ogromno, kot tisti, na katerega sem pa najbolj vesel, da se je dogodil, pa mogoče ravno tisti moj zadnji tekmovalni skok, se pravi 1 leto, preden sem zaključil kariero, ki je šlo 246 metrov. Letos recimo, ko je Štefan Huber skočil v Vikersundu 247, sem mu kar malo rekel, da ne se gre soliti, ker je bil praktično po tistem mojem skoku prvi, ki mu je ratal končen je zdaj končen še Kobayashi na eni drugi letalnici, ampak dobesedno
3 zimske sezone. Dejansko mi si ti nekako držal? ratal, sem držal najdaljše. Seveda sezono prej so skakali še dlje, pa rekord je bil valjda daljši, ampak če pa smo gledali na aktualne zadnje 3 sezone, sem pa nekako držal od tistega skoka naprej. A si mu kakšen SMS napisal? Ja, sem ga kar pohical malo. Ja, solidni se gre. Solidni Se užival v Kranjski Gor srečala. Ampak ne, ga je bilo pa prav vesele gledati zelo in vse tiste tekme, a ne, ker je ta malenkost, ko se enkrat v nekem športu na toliko visokem nivoju, pa to si upam reči kar za tudi vse ostale skakalce, imaš tiste en spoštovanje med sabo, da tudi če te preskoči, tudi če je boljši na tekmi, zelo veš, da vse tisto, kar si ti dal za tabo, je tudi on verjeten mogel vse približno toliko dati in spoštuješ, da... Tudi neke meje postaviš, da ima neke cilje nove, verjetno. Sploh pa Huber, mislim, da tudi čez neki poškodb težkih šel. Ja, nedavno nazaj je bil. Ja. Se ravno med svetovnim prvenstvom sva skepskoke gledala, ki on ni mogel skakati takrat v planici. Kaj je zdaj z medijsko izpostavljenostjo? A si v tem že užival prej, med smučarsko, med skakalno kariero? Ali kako si gledal na te medijske izpostavljenosti? Tako bom rekel, marsikjer bo rekel, da je bežno beža, glede na to, kako pred kamero lahko malo samohvale naredim, se znam vse približno obnašati, da ni enega živega dolgčasa. Ne, enkoli ni, da bi pred kamero želel biti ali pa da bi k temu hrepenel ali želel. Je bilo pa tisto dejstvo, da si se začel zavedati, kaj vrhunski šport vse ima za sabo. Se pravi, zato, da so tam vrhunski športniki, ki res lahko tisti svoji prvinskosti vsak dan pa vse svoj čas namenijo temu, da želijo biti boljši, da nadgrajujejo samega sebe. Če hoče to obstajati v današnjem svetu, ki je postavljen na temeljih kapitalizma, ti rabiš najprej okoli sebe ekipo, ki bo omogočala, da boš ti na koncu po zaključenem krogu dobil finance, da boš ti lahko živel na tem svetu, pa se še zmeraj ukvarjal samo s tistim, kar ti v osnovi v enem tvojem rednem dnevu ne prinese čisto nobenega dohodka. Se pravi, tvoj običajen dan je, da ti greš pa treniraš, pa da se regeneriraš, pa naslednji dan spet tisto in šele kakšni tiste potem denarne nagrade so verjetno tisti del, ki te prinese en dohodek, da preživiš tekom leta. Da pa se to celo kolo obrača, pa nekje mora priti do teh in denarnih nagrad, da ti jih lahko izplačajo in do vse opreme, da se ti lahko s tem ukvarjaš. Se pravi, mora obstajati en začaran krog, da ti prideš do teh financ, da celoten šport sploh obstaja. In da pa do tega pride, pa ti rabiš eno veliko množico, ki tvoj šport spremlja. Tista velika množica potegne interes raznih podjetij in drugih, ki so pripravljeni denar vložiti v to, da bojo to gledali, se pravi, so že avtomatsko sponzorji zraven. Mediji so pa tisti povezovalni člen, ki naredijo, da podjetja rade vložijo noter, ker imajo reklamo, ker imajo pol tiste velike množice, one če le rata večjo korist od tega, kar so vložile noter. Seveda ti pa si ne več skoki dobrimi naredil, da si bil zanimiv. Ja, to je osnova, ampak hkrati sem se pa začel zavedati, da če jaz pridem pred kamero, če zdrdram samo, na mizi sem bil malo pozen, posledično mi je se telo postavil preveč pokonci tekom skoka, skok je bil zaradi tega marsikaj krajši, bom poskusil popraviti naslednjo serijo. Jaz umrem od dolgčasa vmes. In je bilo veliko bolj, če sem rekel, toliko sem bil pozen, da bi že zdavnaj, ne vem, kontrolko bi ostali že nehali pisati, ker bi se je šele učiljenc pojavil, recimo, naslednji skok, če hočem vse približen, je zadovoljen dan, bo treba to malo popraviti. In je isto povedano tako, da je morebiti še kakšnega gledalca več pritegnil in je bil, ne vem, prenos zadovoljen, plus tisti novinar, ki je tam zraven mene stavil, tudi njemu ni tam, da hoče tebe maltretirati ali karkoli z vprašanja. Tudi on bo zadovoljen, če v na koncu dal dober prispevek, njegovi šefi jo bolj zadovoljni in na koncu sva oba dva na dobrem. Moja mama je tudi rekla, cene, ta je unka, dobro govori. No, evo to. Sem niso pa vsi skakalci taki, drugi ne razmišljajo ali imajo nek strah ali imajo toliko izvirnosti v tem? To ne morem toliko sam sklepati. Je na koncu, da moraš imeti tudi delno osebnost,
Tako, je pa res, da ne sebe, sploh zdaj, ki so Niko prvič pred medije postavili. Ker je dosti bilo tudi o tem govora. Ja, so mi dostikrat pisali, da naj ji dam kakšne nasvete, pa sem rekel, da dobesedno tako, kot je bilo. Jaz tudi pred kamero prva leta, ko sem se pojavil, ne vem, če se zdaj pogledam, si rečem, da sem bil cel mongoloid, pa ne se poimenujem tam, ampak z leti dobiš tisto kilometrino, pa pol tudi se priučiš, se tudi za skoke, če gledam morfološko, sem totalen antitalent, pa si se pač naučil, da si bil tudi tam eden boljših na svetu. Kaj pa drugače, rekel si, da za šport ni neke časa sploh za kak hobi ali pa kako raziskovanje kakih tvojih ljubih tem je, oziroma imaš kakšne priljubljene področja, ki jih malo bolj spremljaš? Prvo bi zelo rad rekel, da ni časa, ne vzamem si časa. Ker so prioritete nekje drugje. Tako je. Vse me ljudje včasih po stran pogledajo, ki jim rečeš, da ne bom si zdaj vzel časa zate. Ja, ravno si ga ne bom. Prioritete v življenju imam zdaj to speljati, če bom prišel k tebi, se mi bojo tam 3 kolesa podrla in ne gre tako skozi. Ampak mi gre pa zelo, ker nimam časa, ponovadi uporabijo lih tisti, ki imajo v dnevu lih v šolo za jesti, pa pol domačo nalogo doma za narediti. Ti pa veš, da v istem času imaš še 6 drugih opravkov in zaradi tega sem kar malo alergičen na ta stavek. Ne vzamem si časa. Časa imamo pa vsi, tako je. Ampak tudi za hobi je bolj praktično zelo ne. Je trenutno kar od jutra do večera, če nisem v Škofji Loki, pa si odpreš pisarno, da pripravljaš stvari za takrat, ko enkrat končno odpremo, ker že tako mi ne uspe vse narediti v tistih 20 urah, ki včasih tudi dan trajajo. Ti si zdaj lastnik restauracije, podjetnik, ali kam si se zdaj podal? Najemnik prostorov v Škofji Loki v 500 let stari hiši, ki je praktično v centru Škofje Loke, v starem mestnem jedru. Gre pa za lokal, kavarna, slaščičarna. Se pravi, predvsem je poudarek, da želimo, da ljudje k nam pridejo na kakšen dober kozarec, kakršnekoli pijače obstaja, pa kakršno imajo željo. Predvsem so že prejšnji, ki so tukaj noter bili, naredili res dober renome, ko pride do tortic in sladoleda. Se pravi, ti si pa še dodal neke stvari na željo? Meni je pa želja, da pride včasih tudi kdo samo na kakšno dobro buteljko vina, dober kozarec piva, do vsega žganega sortimaja. Pa predvsem gledam, pa potihem imam željo, pa zdaj ne vem, bomo pogledali čez 2 leti tale podcast, mi je to ratalo ali ne. Tudi zmeraj bolj, da kakšne te brezalkoholni asortima, da bi ga uspeli razširiti, ker že nasploh, kar se tiče vsega skupaj, mislim, da je nekaj, kar zna biti v prihodnosti zelo zanimivo. To so kakšne slovenske pijače ali iz tujine, ali kaj imaš ideje? Ja, zelo odvisno. Zdaj v glavnem predvsem ene, ki so sposobni narediti, jaz temu, ne vem, če čisto pravi izraz, ampak pravim špiriti, ker ne moreš reči žgana pijača, brezalkoholna žgana pijača mi je ni tako prav, ker špirit pa predvsem zaradi tega, ker so, se pravi, približki okusov temu, kar kakšne žgane pijače so, se pravi, ne moreš reči brezalkoholni viski, ampak je pijača z praktično istim okusom, kot rečemo ameriški bourbon. Brez tistega na koncu, ki te požge, ker tega pa lih... Brez alkohola ne moreš ustvariti. Edino, če mogoče z ingverjem probavali, samo preveč specifičen okus, da ja, požgete, ampak doda še ravno svoj okus, tako da bomo videli, kaj bo razna industrija proizvedla v prihodnje. Koliko so ti pa kaj izkušnje iz športa koristile zdaj v podjetništvu, mogoče neko mentalno delo, disciplina, motivacija za vse skupaj? En zaključek, ki ga zmeraj še skoraj malo poudarjam, da to, kar dostikrat poudarjajo, da v posamezniku šport prinese določene vrline. Da mislim, da marsikatero od teh vrlin smo mi že od doma v šport prinesli in da je bilo to tisto, zaradi česar je pol mogoče ratal ta fenomen, da smo štirje
štirje dobesedno ratali najboljši na določeni zadevi na svetovni ravni. Je pa pol da praktično te iste vrline lahko zelo močno pelješ še pol naprej, kamorkoli greš, kar je pa tisto specifično, kaj ti ga šport da, doma pa še ne toliko zelo, so pa predvsem to, da ob padcu ali kakršnemkoli neuspehu, da dobesedno še isti moment sam sebe malo pokregaš, daš nekam za takrat, ko bo prvi trening, da morebiti popraviš, ampak predvsem, da se pobereš pa greš dalje in da se ne sekiraš. Pozabiš, kaj je bilo in pičiš. Ko pride do tega, ko sem pa že prej, pa mogoče kakšne tiste navade, da pač garbaš, pa če še kar ni, še kar naprej garbaš. Kot ena taka malenkost, ki sem jo opazil, sploh zdaj med samo prenovo, ko pač začneš zjutraj ob 6 delaš, pa te že drugi pač kakšni se vmes malo usedejo, ti še zmeraj delaš, pa je pa ura ponavadi tam bila že, ne vem, 1-2, ti pa že kakšni rečejo, da bi bilo pametno iti na kakšno malico, pa si jih ponavadi še spustil na malico, da sta cajti tam, ne vem, merkal, pa so prišli že nazaj, pa so pa tam ob 4 šele pogrunto, da pismo, kaj bi bilo pa že pametno pojesti ali pa kaj. Dejal si, da dobesedno, ne vem, nikoli mi ni bila težava, da tudi čez po 10 ur delal, ker delo še ni bilo narejeno, mi ni bilo nekaj nenavadnega, ampak pač, če je za narediti, je za narediti. Kako gledaš pa na finance po zaključeni karieri, oziroma a si se že prej kaj srečeval z investiranjem tekom kariere, ali si zdaj tudi kaj bolj se usmeril v investiranje? Zelo je tisto, da prvo moraš imeti finance, da lahko investiraš. Sigurno. Je bilo pri meni tako, da pa sem zmeraj gledal, da bi bilo fajn, da vsaj kaj minimalnega daješ nekam na stran. In mislim, da sem tam v srednješolskih letih, če gremo že čisto od začetka, je bila tista, da seveda že kot otrokom so nam odprli bančni račun, na katerega si nalagali, seveda tam to so kot tista minimalna obrestna mera 0,2, ker se sploh nima vrednosti govoriti, ampak bolj je bilo, da je bil nek pospravljen denar, pa tudi pol, kar je bilo, da si kot otrok ali kaj dobil, ali ob rojstnih dnevih ali podobno, si nekako predal staršem, da so ti položili na tisti račun. In temu bi lahko rekli že eno prvo varčevanje. Pol enkrat kasneje, ko so bili tudi že lastni dohodki iz kakšnih strani štipendij, sem začel, da sem odprl en varčevalni račun, ki je imel vsaj, ne vem, mislim, da 1,8% obrestne mere, da je bila vsaj nekaj minimalna razlika. Ampak navado si dejansko pridobival že... Tam sem dobesedno dal tisti minimalen mesečni znesek, da se polaga, tudi v 10 letih iz tistega ne bo glih premoženja, ampak bo pa ena razlika ratala. In tisto je bilo bolj nekaj takega zelo. Pol karkoli kasneje, je bilo pa mogoče kakšne 5 let nazaj, je bilo pa, da sem prvič malo začel na borzah hecati, ampak to so bili spet, je bilo predvsem, da se že v štartu dal en tak denar bolj, da sem se začel v tem preizkušati, pa da sem malo trg dobesedno spoznaval. In to je neka tista točka, na kateri sem se jaz bolj kot ne, kar se tiče trgovanja, zelo ustavil. Isti čas sem pa začel ustvarjati, da sem dobesedno predal enemu določenemu skladu. Zdaj na koncu je nabral tega za, po moje, kar, lahko rečemo, kar 15% vsega, vsaj 15% vsega dohodka, ki sem ga v karieri sploh uspel našparati, je nekako dobesedno, da zdaj stoji pri določeni firmi, ki pol trguje na skladih, pa tam bo najmanj 10 let ostalo. Se pravi, si na neki točki videl, da je smiselno zaupati nekim profesionalcem, ali kako? Sem bil pripravljen dati zajetne procente, da jih obdržijo oni, predvsem zaradi tega, da se jaz ne ubadam s tem. Je denar nek tam, v smislu tudi, veš, da jim je interes, da jim rata dobro trgovati, ker več, ki ga oplemenitijo, več procentov tudi njim ostane. Procentov isto, ampak končni znesek pa večji. Motivacija je samo imel nazadej.
predvsem pa, da se ni meni treba s tem, ker kot prvo že takrat sploh še ne zelo brez izkušenj, pa že nekaj minut nazaj, ko sem omenil, da se že tako znam kar malo preveč zafilati, čas bi spremljanje borznega trga sploh ne prije upoštev še zraven. Si pa zelo lepo rekel, ti si v bistvu začel graditi svojo investicijsko kariero zelo postopoma. Bi lahko skoraj rekla, tako kot si začel s skoki, verjetno se tudi tam si šel na neko minimalno skakalnico, tako kot si začel tam na banko ali v Šparovče kdaj. Ja, realno bi lahko malo do velikanke potegnili primerjavo. Se zelo je bila tista, takrat, ko so kriptovalute ven poskočile, ko je bilo ogromno tistih, ki so se začeli direktno s tem igrati. Ja, sej je bil, vi veste, ene pol leta je bilo dejansko, da karkoli si delal, že skoraj ni bilo napačne poteze. Takrat ja, je bilo to tudi, da je marsikdo lih narajmo ta srečen trenutek, ampak na splošno pa ne vem, za vsako stvar je treba začeti na začetku, saj jaz sem takega mnenja. Ko si kriptovalute omenil, tukaj je trg je tvegan, tudi če smučarske skoke gledamo, je to v bistvu, če stvari ne obvladaš, tvegan šport. Evo, se lahko potegnemo ravno to primerjavo. Skoki, jaz pravim, da so zelo varen šport. Kjerkoli ekipni šport je veliko bolj nevaren, zaradi tega, ker pride do kontakta. Se pravi, če mi že nogomet, košarka, karkoli, bi tle lahko naštevali, ker tam v skokih, kot prvo imaš ti regulacijo, če ne drugega na treningih sta najmanj 2 osebe na skakalnici zraven, ki spremljata razmere, pa zavedata se, koliko si ti sposoben. In te kot prvo dajo na to veliko skakalnico, ki vejo, da so že osvojil, prej te na večje sploh ne spustijo v odraščanju, pol nasploh pa, ki prijo do teh kakšnih tekmovanj ali podobno, pa dobesedno ti ne dobiš ne na treningu, da ti zamahnu te prej z rampe dol, pošlje preden rata prenevaren karkoli v zraku. In že iz tega vidika, ti pa si tam v zraku odvisen od samega sebe, nekako imaš toliko samokontrole nad sabo in zaradi tega ni teh ogromnih ali kakršnih koli padcev. Pri enih kontaktnih športih je pa lahko samo malo več agresije ali adrenalina v enem, ki ti nasproti teče, pa gre ko je noga. In če smo tole začela povezovati skupaj z vlaganji in nasploh z kakršnim koli vlaganjem financ, ja, mogoče bi lahko to, da nekdo začne takoj z vlaganji v višje tvegane tečaje, ali kako bi to poimenovala, dobesedno lahko rekla isto, kot če bi tebe jutri na velikanko poslala. To ne bova naredila, ker nekaj se mi obeta, mislim, da ne velikanka. Mogoče je tudi v svetu financ pametno, da greš postopoma, da osvojiš ta prvo bolj varne zadeve, pa si upaš, kaj bolj poznaš, kako denarni tok poteka, tudi kaj bolj tvegane naložbe. Kako si se pa ti počutil, če potegneva tukaj eno vzporedenco, mogoče padci so se dogajali na skakalnicah pred tabo, naprimer, ali pa veter je bil presenetljiv v določeni sunki, a te kdo to kdaj kaj vrgel iz tira? Na treningih je bilo tako, da je trener začel dol z zastavcem mahati, sem se jaz še kdaj, daj me spusti na tekmi, se mora biti tudi kdaj naredi, moramo tudi trenirati, ker ima turbulenca pride. Pa še kakšen dober razgon sprije, imamo pa saj še zanimivo bi bilo. Jaz, ki pride do padcev, sem mogoče malo nemerodajen, tako bomo rekli, ker tudi ta padec, ki sem ga prej omenil, takrat je bilo dobesedno, da sem že tik pred skokom, ker sem še malo gležno raztegoval, pa se na čepke naslonil, en čepek že ven utrgal, pa sem probal, ko sploh je, dal nazaj noč, rekel, ok, 120 bi šlo čez, telemo pa videl. In dobesedno je pol zaradi tega bila posledica, da mi je smučal v zraku v stran utrgal, ampak fora je bila, da tistih skokov na letalnicah imamo še zmeraj zelo malo, zgolj tiste na uradnih tekmovanjih ali pa tako kot prskakalci v tem primeru. In meni je tisti skok, ki je bil praktično zadnji skok, mi več pomenil, pa da povem, pa da je pač konc, da nimam
šanse še enkrat skočiti. In sem pač šel na rampo takrat v smislu v glavi, 50-50, ali bom skočil pa normalen pristal, ali bo pa delal trg, ali pa bo vsaj malo zanimiv ratal. Pa bi lahko rekla, da si skoraj malo tradal, če to na trg prenesel, z vodom celo. Samo, ne vem, dosti suveren sem bil, sem vedel, da tudi če padem, da bom dol se varno podrsal. Ta razlika je bila, da marsikjer tudi skakalec si ne more predstavljati, kako si lahko sam sebi verjameš, da zdaj boš pa kar tamle, ker tudi jaz smo videli marsikere hude padce. Ampak ja, toliko sem bil suveren, da se tudi pri tej brzini 100 na uro da normalen nekako doživeti trg s snegom, pa postaviti približno tako, da pol se spodaj normalen odpelješ. Druga taka, ki je pa še v javnosti še zmeraj vidna, je pa, ki sem v Oberstdorfu smučal sneg zapičila. Tam pa mislim, da se je zelo pokazalo, jaz se zelo hecam, da ampak je kar zelo res. A to se ti je kje nadol pri pristanku se je smučila dobesedno v sneg not zapičila in ostala na mestu, se pravi, predstavljali si, da jaz imam pa smučal gor priklopljeno, tam je bila slabe 100, tam 98 je po moje tam brzina in smučati na mestu ostane, tebe pa naprej odnese. In takrat je hotela mi fajn nazaj zategnili in se hecam, da posnetek je zelo dober primer, zakaj športniki rabijo delati gibljivost. Tam jaz si moram reči, da ja, sem bil tudi v skakalnem svetu, po moje, ki so že nasploh gibljivi ljudje, pa mislim, da sem bil kar tudi eden najbolj gibljivih že nasploh med skakalci. In takrat je meni tele malo natrgal, lih toliko, da čutil si, morebiti si je malo modrica naredila, čez pol ure že normalen kvalifikacijski skok. Si pa upam reči, da po moje bi, če ne celo pol svetovnega pokala, da takrat s pretrganimi vezmi ven odkorakali, ker tista malo razlika je pa bila. Jaz sem mogoče z gibljivostjo včasih šel že malo kontra samo sebi, ki prej enkrat pol do eksplozivnosti pa tega. Kaj je potrpežljivost? Kako gledaš na potrpežljivost v investiranju oziroma pri skokih? Ker nekje sem slišal, da ti je malo žal, da si tisti skok 246 celo malo zamudil, ja. Zamudil sem. Tisti skok sem malo zamudil. To je bila una, da si bil ves vesel, čez par dni pa gledaš ja, pa se pa zasekiraš. Ja, realno, če bi tisti skok po moje zadev mizo, bi bil pa mogoče ta najdaljši prejec v tem momentu. Ampak to je, to so že čeji. To so malenkosti, koliko je tam 0,3 sekunde ali manj ali več? Ja, kar nekaj takega. Tam to je zgolj, ker si v podzavesti navajen in tudi jaz zelo tako, en skakalec, ki ga imam še malo v spominu, ta najdaljše daljave je bil vse čist pozad na miz, pa je pol dol odnesel. Jaz zelo tako, da tistega enega čist pravilnega pravila ni. Vsak skakalec svojo tehniko najde en tisto optimalen. Je ono, ja, da vidiš, da malo za mizo dol butneš, to za benga ni dobro. Sem pa, kad ti peleš dol, moraš biti zelo potrpežljivo. Kako zadaneš so čisti občutki, ali moraš čakati, si rečeš ne še? Najbolj bi jaz temu rekel podzavest. Ti dobesedno pol, ko enkrat prideš na rampo, fokusiran si zgolj na eno zadevo, predvsem zaradi tega, da misli nekako ohraniš, pa da sebe spraviš v en dober fokus, lahko temu rečeva. Ampak praktično ti mize ne ciljaš, ti greš pa skočiš. Praktično, ja, vse mora biti bolj kot ne avtomatika, ker sva rekla, zgodi se zgolj v parih delčkih sekunde, mora biti tisti gib izveden. Ti se ne ubadaš s tem, kdaj ga boš izvedel, kako ga boš izvedel, ne, ti se pripelješ pa greš. In to je predvsem tisto, ki je drill na treningih, tam pa greš pa namerno spreminjaš kakšno zadevo, ker je praktično glavni cilj, da ti tisti pravilen gib, ki ga moraš izvedeti, spraviš v podzavest, da ga pol takrat, ki ga pa nimaš popravljenega izpita, tako kot na treningu, da ga takrat dobesedno greš, skočiš in narediš. Pa če bi tu rekla zdaj z pogleda investiranja, si se srečeval tudi s kakšnimi takimi
Ok, sam si rekel, poiskal si strokovnjake, ker nisi mogel več fokusa imeti na naložbo. A si kdaj doživel tudi to, da nisi bil potrpežljiv tekom investiranja, da si kakšno stvar prehiter ali pa prepozno prodajal? Ne, prehiter nikoli, prepozen zagotovo, oziroma da sem prepozen šel kaj takega. Bolje ja, da je ta potrpežljivost, jaz sem balun, če sem že prej rekel, da mi ni, da bi dnevno gledal borzo, se pravi, da kakšnega dnevnega trgovanja mi sploh trenutno ni. Pa si probal kakšne te malo mesečne ali pa še daljše zadeve in vem, da nekaj sem se kar malo opekel, predvsem s tistimi, ki je potenčno, ne vem, kako se že to imenuje, ne vem. Vzvod? Z vzvodom. Pa takrat mislim, da sem še na ene naftne tečaje dal, ki so se itak čez 10 dni zaprle. Nafta je v tistem tednu šla faj en dol, z vzvodom se je to še potenciralo. Jaz sem si rekel, da bi pustil to noter še dokler ne bo se kaj spet spremenilo, pa tudi če je to še 2 leti, samo ker je bil to samo en tisti 14-tedenski tečaj ali nekaj, so mi ga pa sami od sebe zaprli, Jaz sem si lahko rekel samo čestitke. Kar se pa tiče tega, da pa ne pravi čas približno šel noter, je pa, da takrat, ki je bil 4 leta nazaj, ali koliko je bilo pa, da je bil Bitcoin, ki je imel ta prvi tak dvig, mislim, da skoraj 60 ur je bil pik, pol je pa padel, tam na neki 45 ali neki, pa je tam neki stagniral. No in takrat sem jaz šel noter. Okay. Pol je pa lepo šel dol do takrat, ki vemo zdaj zgodovina, sedaj je 17-16 urjev. Okay. In ja, dobesedno takrat, ki je začel padati, jaz sem takrat šel, mislim, da ima Bitcoin pa Ethereum, ta dve najbolj popularne. In takrat si pol začel, da je šlo lepo nadol in takrat sem res rekel, v redu, pozabljen denar. In ja, v tem momentu sem lahko rečem, da saj na eni pozitivni ničli, ki plus od Bitcoina krije še minus na Ethereumu. Kako pa gledaš na investiranje oziroma a si, ko si kupoval, si rekel, toliko let bom investiral ali si... Kako si predstavljal takrat? Te probavanja na borzi, pa tudi ta Bitcoin, to so bili bolj mišljene katune za kakšen mesec do pol leta, to, da se malo spoznavaš s trgom pa raznimi naložbami. In ja, seveda ta je pol ratala kar večletna. Tudi mislim, da ene par delnic je takih, da so malo dlje cajta trajale, da je še kar zelo trenutno noter. Bilo je predvsem iz tega vidika. Tisto, ki so pa omenjala, da kad poiskati strokovnjake, je pa bolj, da je ona našla mene, pa predvsem predlagala malo, meni se je pa zdelo nekako dosti smiselno in predvsem iz tistega dolgoročnega vidika, da jaz vsaj 1% denarja, ki kljub temu, da mi je zdajle krvavo prav prišel pri novi pa vsega, je dobesedno ta bremza, da ga imaš tam založenega zaradi vseh odstopnih stroškov, ki bi nastali, da raje zdajle marsikje drugje poiščeš finance, pa da tisto si bom hvaležen verjetno čez 10 let, da nek tam na kraj stoji pa... Verjamem, da boš si zelo hvaležen. Kako pa gledaš zdaj na kriptotrg? Še gledaš tako kratkoročno, kot si takrat, ali si spremenil mnenje, pa bolj gledaš kot na delniški trg? Se ga že takrat nisem gledal prav kot nekaj kratkoročno. Bolj je, da cel trg je zame še zmeraj zgolj nekaj, kaj duno, da bi lahko rekli kot zabava skoraj malo. Se pravi, tisti denar je zaenkrat, ko pride do teh naložb, poleg tega, kar mi tam stoji ali pa podobno, je še zmeraj bolj tisto, da ker se odločam imeti, je to bolj denar, da se z vsem skupaj še spoznavam. Se pravi, že v štartu si rečem, da to je denar, na kjer ga ne računam, da ga imam. Namesto za 3 runde zašankam, bom pa pač dal semle, recimo. Ampak zaenkrat, kar se mi dogaja zadnje 2 leti, gre počasi nagor, kakšne prej začetne, kot sem prej za nafto omenil, je pa treba ta minus še nekako nazaj dobiti. Vem pa, da recimo Meto mi pa nekako ratalo ujeti. Meta se pa spomnim, da so predstavili svoj virtualni svet, da je zelo pohiter po tistem začela zelo padati, da je v
3 dneh mislim, da je padla že za 30%, takrat vem, da na ene iz 300 na 200 evrov, takrat sem lih nekaj malega vložil noter. Pol je šla še fajn dol, zdaj pa mislim, da je že nazaj na 400. Ne. Tisto mi pa ratalo pogruntati, da je to ena firma, ki ja, mogoče zdaj pada, ampak zdaj se zna zelo fajn povračati še nazaj. Kakšen del pa, če ni skrivnost, kripto zaseda procentualno tvoj portfelj oziroma koliko je po tvojemu mnenju neka zdrava mera med? Tle jaz nisem človek, ki bi znal karkoli pametnega govoriti okoli tega. Pri meni konkretno pa predstavlja ne več. Kakšne 5% pa je na koncu tisto, kar sem takrat dal noter. Kakšne so po tvojem mnenju tiste, kar nekaj izkušenj pa vsem zdaj že imaš, največje napake, ki jih ljudje delajo pri investiranju? Tista klasična, ki jo verjetno že zelo vsi govorijo, je predvsem to, da mislijo, da danes dam noter, jutri pa že milijone ven vlečem. Morebiti pa tista še večja napaka, ki bi jo morebiti izpostavili, je pa to, da sploh ne grejo v to. Da niti ne gledajo na to, da bi se preizkusili v kakršnih koli investicijah, da ali dobesedno vse sproti porabijo, namesto da bi probavali vsaj en delček prilagoditi svoj življenjski dan, svoj mesečnik, pa tudi če je 50 evrov, Da pride vse do tiste navade. 50 evrov pa bi skoraj vsak mu lahko ratala, ne. Mislim, vsak zagotovo ne, so določeni v življenjskem obdobju, ki mu vsak evro pomeni, ampak na splošno je pa marsikateri človek, ki 50 evrov ne predstavlja na koncu toliko velikega, da bi dobesedno mogel se, ne vem, odpovedati 2 škatlicam čikov pa še kakšni drugi zadevi v mesecu, pa bi še zmeraj komot nekam na kraj dajal, čez 10 let bi pa sam sebi bil lahko hvaležen. Ja, to vprašanje tudi dostikrat dobimo, kako pa naj našparam, tukaj govorite o investiranju, kako pa naj našparam. Tukaj je, mislim, da je ena taka rešitev, si sam rekel, 2 škatlice cigarete, sigurno ima kdo kakšno razvado, ali pa da si enostavno pišemo, pa na koncu meseca potegnemo črto, pa vidimo, kje je največ odlivov. Ena zelo taka zadeva je dobesedno, da si poskušaš čisto vsak evro stroška, ki ga daš ven, zapisovati. Se tudi kot podjetnik to moraš delati, ne? Ja, ampak recimo sploh ne vplivati, da že za lastne finance, samo zapisuješ si. Ne rabiš, ampak glaven dejavnik je, da si pošten do samega sebe. Se pravi, da dobesedno vse zapišeš. Ker avtomatično ponavadi, ko začneš zapisovati, začneš biti bolj pozoren in avtomatično začneš kakšne stroške racionalizirati. Hitro rečeš, Madonna, toliko sem za to zapravil. Res je. O obstoječih naložbah si že malo govoril, Meta, pa tako se pravi tehnološke delnice, kaj je te tako najbolj, katere naložbe te najbolj navdušuje? Vem, da v enem momentu mislim, da sem dal še lih nekaj malega v Nvidijo, takrat sem rekel, toliko evrov noter, da sprobavam pa da vidim, kam se vse skupaj odpira, ampak je pa ono, da spol zaradi tega tudi malo avtomatično pozorno. Vem, da takrat, ko je prišlo do prvega potovanja v vesolje, takrat sem se zelo fajn opekel, ker sem sicer iskal kakšno drugo. Zelo mi je škoda, ker SpaceX nima svojih delnic, recimo. Sicer je avtomatično povezan s Teslo, ampak Teslo se nekako nisem še odločil, če ne drugega zaradi tega, ker je popularna in grejo vsi, mene pa to včasih malo odbija. Ja, Google je bila nekako tista neka varna zadeva za zraven. Pol pa vem, da je takrat, ko je Virgin Galactic mu uspel, se pravi, prvi turistični izlet v vesolje, sem praktično še ena tretja, ne spomnim se zdajle imena, podjetje je, ki mislim, da je zdaj za NASA prav razvija še rakete, ki bi najraje tja vložil, ampak niso na borzi. Pa sem pa še zmeraj izbral malo Virgin Galactic, tle še zmeraj govorimo o majhnih številkah, ampak to je bil pa zelo odličen pokazatelj, ko prideš na nulo, misliš, da se ne da nižje, pa gre še nižje, ker njemu pa trenutno, ker mu ni uspel še drugi polet, mislim, da je to eden tistih večjih razlogov, zakaj stalno in stalno na borzi zadnje 2 leti samo nadol gre. Drugače pa nasploh AMD, Nvidia sta 2 firmi, ki znata zelo veliko narediti
na samem razvoju mikroprocesorjev. Nasploh pa, če že gledam malo bolj predvsem stvari, ki tudi mene interesirajo, ker avtomatično v prostem času prebereš še kakšen članek iz tistih vod in znaš veliko hitreje kakšno pravilno odločitev pol potegniti, tudi kaj enkrat finance not vlagaš. Verjetno se pa zavedaš tudi, da blockchain spada med zanimivo področje. A si tudi raziskoval sam blockchain? Mislim, se zavedaš ozadje kripta? Nimam čiste slike točne, kako zadeva to povsem natančno funkcionira. Se nikoli mi ni uspelo točno predstaviti, pa čeprav sem se že parkrat usedel ali pa tudi že brat Domen sem mu rekel, da naj mi proba kaj čisto, ampak totalno predstave v ozadju pa nimam. Je pa tako, da prijem bi jaz rekel, da ga povsem razumem, bi po mojem mogel pol že tudi kar malo videti, skoraj kako se giblje pa vse živo. Veliko športnikov investira tudi v neka startup podjetja, tudi kakšne športne tehnologije. Te tudi to kdaj kaj potegnil v te vode, da bi iskal neke startup podjetja? Ali te je kdo kaj vabil tudi mogoče? Ne, vabil še ne. Se tle pride predvsem do tega dejstva, da nisem človek, ki bi imel finance, da bi se lahko kaj takega šel, ampak če bi pa nekdo prišel z idejo, v katero bi tudi sam verjel, bi se pa znal narediti. Cene še za konec, mogoče čisto en tak nasvet za naše poslušalce, pa ni nujno, da je iz segmenta investiranja, lahko tudi nekaj čisto življenjskega. Kaj bi mogoče svetoval ali pa kaj dobrega jim podal še za konec? Mislim, zelo tisto, ki jo, ne vem, ali otrokom rečeš, je, da predvsem da zamotite se, stalno počnete nekaj, a ne. Iz tega lahko potegneš zelo podobno, kot smo že prej rekli, a ne, da najslabša naložba je tista naložba, ki sploh ne obstaja, ne. Isto je z čimerkoli, a ne. Ne obsojaj, da ne gre ali pa karkoli, probaj. Pa se trikrat zmoti in zelo taka že kar dolg rek, če ni že pregovor, je, da razlika med vajencem pa mojstrom je zgolj to, da mojster je že 1000-krat ne uspel. In 1000-krat se je zmotil in zaradi tega zdaj ve, kako delati, a ne. In mogoče čisto isti nasvet je za vsakega, naj se ob prvi napaki ne ustavi, ampak zgolj zasmeji samemu sebi, pospravi in dela naprej. Hvala Cene še enkrat za tvoj odziv in pa ja, tudi tebi. No, da je edin sam še ena stvar. Če smo pa zdaj že to govorila tele o investicijah, pa potegnila primerjave s skokem, kaj pa če bi dejansko potegnila na fizično primerjavo? Se pravi, o čem govoriš? Govorim o tem, kako sem lihkar, da je zelo fajn ustrajati. Ja. Če si zdaj lahko preizkušal v realnosti, ravno jutri. Saj že investiram. Še v skokih. A v skokih? Če si ti menil investicijo, da je zdaj tebe še v skoke malo dam. Kam da grem skočiti to? Ravno jutri je tak trening, ki je ravno prilagojen temu, da lahko gre preizkusiti kdorkoli. In če si za, gremo lahko jutri skupaj, da te vidimo, kako znaš ustrajati pri skokih, če ti vse pride do tega, da dejansko skočiš na skakalnici. Zdaj mi je pa po moje že tako adrenalin začel delati, kot večina strank, ki gleda, ki se odloča za investiranje. Ti to resno, kaj? Ja, jaz to resno. Nič pa poprobajmo. No, evo, zminen. Jutri se vidva, nakva. Se vidva jutri? Ja, ok, kaj rabim s sabo imeti? Rabiš imeti čelado, ta smučarske pancerje, rokavice, pa cel bod oblečen v kakšno trenirko ali pa karkoli podobnega, cel moraš biti pokrit. Koliko bo to velika skakalnica? Ja, v štartu smučar si rekel, da že znaš, se pravi, ta prvo se boš sam spod pukla pelal, pa če ti to rata, se boš pa še čez 20-metrsko zapelal. Ja, nač, pridem pogledat, pa bomo povedali, kaj bo nastalo. No, bomo videli. Ok, se vidva jutri Cene. No, se vidva. V osnovni šoli sem na zadnje smučal, tako da... Ja, usrl se bom. To se tako hitro dogaja. Res misliš, da bi šel gor? Spisli se. Dajmo preživeti. Naj nekdo pomaga. Ok.